projekti dobre prakse, ki jih bomo predstavili, tako da prvi je Nordijski park Planica, mislim, da bo Luka Javornik, prosti, iz Bigoja Aka to predstavil. Moja ideja je bila sicer, da bi to predstavljala v barih, ampak mislim, da Mateja veliko še ne. Ja, obih ni. Tudi Anja ni. Tudi Anja ni. Tako da, evo, izvoli, da bi tvoj še odpreti tako bari. Ja, mislim. Malo. Dati izroči malo glasnika. Aha, tega pa jaz ne znam. Dovolj. Lepo pozdravljeni. Luka Javornik iz Studia Aka. Bom predstavljal sodelovanje na primeru Nordijskega centra Planica. V bistvu sodelovanje z arhitekti oziroma rečemo tudi širšo projektno skupino ali pa avtorsko skupino se je začelo že ob samem natečaju. Tako da že sama izhodišča oblikovanja ali pa v bistvu že sam problem natečajni ali pa prostorski smo oblikovali skupaj z arhitekti oziroma smo nekako, bi rekel, zato je po mojem tudi rešitev bolj kompaktna postala, zaradi tega sodelovanja že iz osnove, iz izhodišč, iz preopraševanj, kaj je res osnovni problem, kako organizirati program v nekem naravnem prostoru. Pri Planici zaradi samega merila, pa zaradi specifičnega programa, po mojem, brez sodelovanja praktično ne gre. Enostavno je veliko vprašanj, na katere pač neka posamezna stroka ne zmore ali pa ne zna dovolj dobro ali pa dovolj dobro odgovoriti ali pa dovolj dobro poiskati rešitve. In se v bistvu rešitve so se šele iskale ali pa našle šele v nekem sodelovanju. Očitno je to sodelovanje natečajno, ki je bilo zelo intenzivno. Mislim, da je že v sami natečajni skupini je sodelovalo po mojem 15 ljudi, pa vsaj 5 različnih profilov. Je očitno prepoznala tudi komisija, tako da dobili, oziroma prejeli smo deljeno prvo nagrado in takrat se je recimo da pravo usklajevanje ali pa sodelovanje z različnimi strokami šele dobro začelo. Natečaj je v bistvu bil neke vrste podlaga ali pa usmeritev, ki je začrtal neke ključne izhodišča. Potem ta izhodišča je bilo seveda potrebno, recimo, da temu razčlenjevati, predvsem pa argumentirati. In tukaj je v bistvu pomembna druga vrsta sodelovanja oziroma sodelovanje z drugimi strokovnjaki, predvsem recimo in soglasodajalci, se pravi predstavniki nekih recimo da okoljevarstvenih strok, pod tem mislim recimo na naravo, vode, gozd, pa tudi kulturno dediščino. Se pravi, to so bili sogovorniki, s katerimi v bistvu so bili prvi pogovori na nek način tudi, bi lahko rekli, konfliktni. Nenazadnje gre za občutljiv prostor, ki ga opredeljuje recimo, da neke naravni procesi ali pa tudi naravne omejitve. Tako da usklajevanje bo dolgotrajno in skozi ta usklajevanja
pogovore se je pa dejansko izkazalo, da smo zavezniki, ne? Se pravi, da so v bistvu nekaj izhodišča po čim bolj občutljivem umeščanju, izhodišča potem, da se naredi v prostoru čim manj škode, pa vendar hkrati pusti nek pečat, da so to v bistvu skupni cilji in potem je bilo samo potrebno najti nek skupni imenovalec ali pa način komunikacije, da pridemo do neke soglasne rešitve. Hkrati so pa v bistvu strokovne službe, in bom tako rekel, bili tudi naš pomemben zaveznik v pogovorih z investitorjem. Se pravi, investitor v bistvu je zasledoval recimo temu športen program oziroma neke športne pogoje, kateri mora on zadostiti, pa hkrati tudi pogoje organizacije velike prireditve. In tukaj je dejansko neke vrste konflikt pri posegu v območje na robu Triglavskega narodnega parka. Tako da lahko potem smo tudi rekli, da ali pa lahko ugotovili, da so dejansko te službe bile tudi naši partnerji v recimo da konfrontaciji ali pa soočanju mnenj z naročnikom. Tako da smo v bistvu vsi skupaj nekako stopili en korak nazaj in ugotovili, da mogoče vsega pa res ni možno v ta prostor spraviti. To usklajevanje je v bistvu trajalo verjetno leto in pol od 5 let, kar traja ta projekt. In je v bistvu to predstavlja tudi neka osnova za potem nadaljne projektiranje, ker pridemo pač do nove vrste sodelovanja. Zdaj pač lahko jih tako rečemo, ampak v bistvu je vse nekako organsko teklo. Pri projektiranju je pomembno povedati, da je v bistvu bil prostor razčlenjen na 6 gradbenih faz, vsaka faza s svojim gradbenim dovoljenjem, vsaka faza s svojim razpisom, vsaka faza s svojim izvajalcem. Tako da za nas je bilo tukaj zelo pomembno na nek način obdržati celoto. Se pravi, kako pri tej pragmatični razčlenitvi, ki je pač nujna zaradi merila objekta in same v bistvu logike gradnje, poskrbeti, da se bodo na koncu te faze med seboj staknile res v neko celoto, kar je pač bil en od ciljev oziroma že od samega začetka. Zdaj, tukaj v bistvu je bilo zelo pomembno, da smo prišli do neke vrste idejne zasnove, celovite idejne zasnove ali pa celovite krajinske zasnove, ki je bila ogrodje oziroma skozi katero se je vsaka posamezna faza nekako preverjala. Se pravi, ta zasnova je bila po eni strani je neke določnice jasno opredelila, se pravi umeščanje objektov, princip organizacije, predvsem dolinskega dela travne terase in tako naprej. Po drugi strani v bistvu je bila pa dovolj mehka ali pa ohlapna, da je dovoljevala spremembe oziroma spremembe projektne naloge, nove programe, ki so se pač skozi sam proces pojavljali, spravi je ohranila neko fleksibilnost. Zdaj, jasno za nas kot krajinske arhitekte je v bistvu to zelo naporno. To pomeni, da dejansko eno zasnovo ali pa recimo domače en tloris 5 let dodeluješ oziroma ga spreminjaš z namenom, da bi ostal čim bolj podoben neki prvotni ideji oziroma da v resnici da ohrani to neko osnovno logiko, ki je bila nastavljena že z natečajem. Zdaj, mogoče v tem projektnem smislu sodelovanje se mi zdi, da je
potekalo, bom rekel, zelo klasično, ne? Se pravi, vsak projekt s svojo ekipo projektantov, sodelavcev, recimo, da specifike tukaj so predvsem zaradi narave športnih objektov, kjer dejansko osnovna izhodišča daje športni tehnolog, se pravi nekdo, ki določi računsko krivuljo oziroma profil skakalnice. Tukaj bi Matej lahko več povedal o tem sodelovanju. Ne? Recimo, mi smo se potem trudili, da ta profil nekako čim bolj skladno umestiti v obstoječo topografijo oziroma ugotoviti, kje so potrebne intervencije, bodi si z reliefom, bodi si z, rečemo temu, konstrukcijo, ne, se pravi arhitekturno intervencijo. Druga specifika, recimo, so tekaške proge, kjer zopet ekspert mora poskrbeti, da v bistvu bodo proge homologirane strani tekaške zveze, da jih bo možno uporabljati za tekmovanje najvišjega ranga. Mi pa v bistvu z njim sodelujemo in vrtimo spiralo, kako se v bistvu te zamke z zahtevami po vzponih, po razdaljah in tako naprej umeščajo v prostor, ne, čim bolj, recimo, da ne boleče. Jasno pač, da poseg velik je, gre pa pač za pristop, kako izkoristiti, ne vem, obstoječe vrzeli v gozdu oziroma konec koncev narediti čim manj škode. Zdaj, tretji vidik sodelovanja, recimo, da lahko tukaj pač opišem še to avtorsko sodelovanje, ne, se pravi med krajinskimi arhitekti in arhitekti. Zdaj, za mene v bistvu je od natečaja naprej se mi je zdelo zelo organsko, ne, se pravi, v bistvu smo delovali dokaj homogeno, po mojem predvsem tudi zaradi medsebojnega spoštovanja. Se pravi, ko smo v bistvu stvari uskladili do te mere, da recimo nekih dilem ni bilo več, pa da so v bistvu bila izhodišča postavljena na ta način, da smo se v bistvu, ali pa princip reševanja nekega problema na ta način, da smo se z njim strinjali, je pač vsakdo naredil to, kar pač počne, oziroma kar je neka delitev dela dorekla oziroma določila. Ne. Tako da se mi zdi, no, da je v bistvu zelo pomembno sodelovanje v smislu usklajevanja v zgodnjih fazah, potem pa recimo da izvedbenih ali pa projektnih fazah je pa pomembna v bistvu neka avtonomija posamezne stroke. Ne. To seveda ne pomeni, da ob izvedbi in ne vem, PZI projektiranju ne prihaja do vprašanj in sprememb in preizpraševanj o rešitvah, ampak pomeni v bistvu, recimo, da predvsem je, po mojem, je pomembno to neko zaupanje ali pa spoštovanje do dela ali pa do strokovnosti drugega. Zdaj, pri Planici je v bistvu specifična situacija bila tudi v tem, da je že v natečaju sta bili podeljeni dve enakovredni prvi nagradi, kar je v bistvu predstavljalo neke vrste dodaten izziv v smislu komunikacije. Se pravi, avtorska skupina ABIRO Studio Aka se je ukvarjala z celoto in v bistvu z umestitvijo skakalnic. Avtorska skupina arhitektov Stvar pa v bistvu z oblikovanjem servisnih objektov ob skakalnicah in osrednjim tekaškim objektom. Zdaj, sodelovanje v bistvu v tem smislu je bilo zgledno, da je potekalo, bom rekel, ažurno, agilno, usklajevali smo v bistvu vse, kar je dejansko bilo potrebno uskladiti. Uskladili smo v bistvu umestitev objektov, nekako materialno obravnavo, potem pa
lahko rečemo, da gre v bistvu pri tem nordijskem centru za neko urbanistično celoto, kjer se pač vidi, da so recimo da objekti z ene oziroma druge roke, ne? Oziroma izpod ene ali izpod druge mize. No? Zdaj, narava nas, krajinskih arhitektov, tukaj je pač bila v tem, da smo poskušali, pa še poskušamo to vse skupaj nekako spet skupaj. Ne? Tako da pač želimo si, da zdržimo še teh par mesecev. Hvala. Če lahko še točno vprašanje, medtem ko jaz naštimam naslednjo prezentacijo. Enota. Lah. Pa tudi sam, dokrat bo sam arhitekt govoril. Ja, živo. To boš li zdaj slajdi sami naprej, ki se ti je nastavil? Ne, ali je bil Pavel. Ja, živo. Jaz bi rad predstavil naš projekt Arhidelija. To je Wellness Center Podčetrtku, ki smo ga zgradili kot 2009, ki je bil končan. Bi pa uvodoma rad povedal, da to je pač tretji naš objekt na tej isti lokaciji. In ta je preprosta schema, glede na to, da govorimo o sodelovanju med meni je predstavljeno sicer krajinskih arhitektom in arhitektom, ne celotnem sodelovanju vseh strok. Mogoče že ta schema zelo nazorno kaže, da smo bili bolj in bolj prepleteni z vsakim objektom, ko smo ga podali na to lokacijo. Kar bi še mogoče povedano je, da za vsakega od teh objektov, ko smo dobili naročilo oziroma zmagali tečaj, nikoli nismo vedeli, da še sledi kateri za tem. Skratka, vsak objekt se je zdel kot končno zgodba, to je to še zgradimo in bolje to na tem območju dokončano. To je bila situacija pred našim prvim posegom. Ne vem, če poznate Podčetrtek Terme Olimia, skratka, ena tako imenovana atomska vas spodaj, dva hotela na hribu in pa osrednji termalni objekt. In prva naloga je bila povezati začasno odkritje letnih bazenov, ki ga postavljajo vsako leto, oziroma naj bi ga postavljali vsako leto z nekim sekundarnim objektom, katerega bi manjši poseg, v katerega naj bi umestili vse neki programe, ki so jim takrat v tistim časom manjkali. To je bilo še obdobje, ko smo govorili še o zdraviliškem turizmu, kjer je glavno zavarovalnica polna na ta objekt in skratka tudi naloga je bila temu primerno mogoče malo manj ambiciozno zastavljena. Nam se je pa vseeno ta prostor zdel zelo vreden, ker je relativno lepo umeščen v to okolje. To je tudi relativno velik komplet, glede na to, kje stoji. Zdaj v končni fazi je gostov več, ker je prebivalcev Podčetrtku. Skratka, to sta dve vasi, dva mesta, en zraven drugega. In so poskušali ta objekt v tej prvi fazi, skratka edini, za katerega smo vedeli, da bo, pomakniti na obrobje, na parcelo, ki je doslej služila samo kot neka ograja. In sam to ograjo v bistvu spremeniti en dodaten program, pa še to ozemlje nadomestiti z uporabno površino na strehi. Naslednji projekt je bil Hotel Sotelja. Skratka, tu se je zgodila transformacija iz zdraviliškega turizma v turistični objekt. Tu se je hotel zdaj pristega zahtevnejše goste, Italijani, specifično so bili cilj, za njih se je vedno, da radi zapravljali prežer in zdaj treba je bilo zgraditi nov hotel med obema obstoječima hoteloma. To je ta lokacija tam na hribu. Med njima in kot se vidi po tlorisu, nam se je zdelo, da je to zadnja prosta lokacija na stiku z gozdom, zato smo ga probali narediti čim manjšega v prostoru, čeprav je večji kot ta sosednji objekt na levi in desni, večji od obeh objektov, ampak skratka v prostoru pa deluje relativno malo, zato smo preprosto izkoristili danost terena in smo ga zasnovali, da se razporedijo njegovi volumni po bregu in se v perspektivi zakriva in čeprav je visok 4-5 etaž, nikoli ne vidiš več kot 1-2 etaži. No, in bolj je sledila Arhidelija. Skratka, pri prvih dveh projektih smo poskušali kar se le da malo posegati v prostor. To je situacija po zgrajenih prvih dveh objektih in jasno, nova naloga, zdaj imamo zahtevne goste, ne more več uporabiti tistega kopališča, rabimo tudi zahtevno kopališče za zahtevne goste, postaviti ga je seveda treba na zadnjo prosto površino v območju. Zdaj, govorimo o relativno velikem centru, to je 10.000 kvadratnih metrov, je velika Arhidelija, kar pomeni kar en
pač javni program ne more spraviti v nizke višine, so relativno visoke višine. No, tu smo mi sprejeli odločitev, da pač hiše tu ne smemo postaviti, da moramo tu nekako ohraniti to krajino. Jasno, v prenesenem pomenu, skratka, nismo želeli zasnovati hiše, ki bi bila oblikovana kot hiša, ampak hišo, ki bi bila oblikovana kot krajina. Na začetku niti nismo čisto točno vedeli, kako se tega lotiti, ampak cilj je bil pa jasen. In zdaj, če ne govorimo o hiši, torej to je obstoječa situacija, preden smo začeli, če ne govorimo o hiši, smo se odločili, da tudi ne bomo pustili, da smo ujeti med te parcele, na parcele, ki nam je bila na voljo, da vidite obstoječo cesto, ker ima prednost prej promet pred pesci, čeprav je to v centru Spa Resorta, pred drugo cesto, ki se konča s parkiriščem in z neko sprejalno do Tjokrežem Štara. Skratka, ta zgodna parcela nam je bila dana na voljo, ampak smo se odločili, ok, če ni objekt, potem tudi ne bomo samo na parceli gradili, bomo preprosto obdelali celotno območje, ki nam je na voljo. S tem pa probali mogoče popraviti še nekatere anomalije, ki je v naših očev prej prostor imel. Če govorimo o lepo sodelovanju med krajinskimi arhitekti in arhitekti, je tu mogoče še malo prepletlo z enim kančkom masterplana, ki smo ga seveda šele s tretjim projektom dali na mesto s prvim, velika napaka in to samo iniciativno, to je bil preprosto, takrat se nam je to zazdelo nujno, ker smo tudi slutili, da se mogoče še kaj v prihodnosti zna to zgoditi. Skratka, prvi korak je bil razporeditev te mreže, ki je šla čez celo območje, glede na potrebe notranjega programa in pa glede na pripajanje na zunanje povezave. Ustvarili smo dva trga, ki sta povozila obstoječe ceste, da smo simbolično dali prednost pešcem, ne avtomobilistom, skratka, ceste tam zginejo, oni se znajdejo na enem območju, kjer nimajo orientacije, nimajo prednosti in to je jasno vidno, in pa proizvodna pot, ki je šla prek objekta. Jasno, objekta brez svetlobe, brez kazane objekte niso mogli narediti, zato smo ga tudi odprli v smeri, kjer je najmanj prisoten v okolici, skratka eno na južno stran proti gozdu, drugo proti obstoječemu objektu, da smo tvorili neke notranje atrije. In na koncu, ko to govorimo zdaj o potezi, ki je dolga recimo cirka 300 metrov, na koncu, zadnji korak smo na to dodali human scale, človeško merilo, s čimer smo objekt razšljeni na manjše enote, ki delujejo v pristopu bolj primerno na prostoru. Hkrati smo ga malo odprli, da smo še odzeli to statičnost, ki je značilna za grajene strukture, pa bolj nekako ga oblikovali kot sosledje enih podpornih zidov, ki loči, rečemo, različne nivoje med sabo. To je zdaj končni rezultat vrisan na lokacijo. Nalačni debeli črt tam, ker je objekt, ker je knjigo kolikor se vedno sam na eni strani. Skratka, v naših očeh ne objekt, ampak ne objekt oblikovan kot objekt, ampak objekt oblikovan kot krajinska ureditev. Še mogoče eno od prvih renderjev po tej konceptualni zasnovi, kjer se že vidijo prvi zametki tudi zunanje ureditve okolice, kjer se preprosto enaka logika, ki je tvorila objekt, počasi prelije tudi v okoliško naravno krajino. Še en pogled v spodaj. Moram pokazati pogled v spodaj, zato preprosto, ker objekta kot celote, drugače v naravi preprosto ne moreš za objekt. Objekt se dojema samo kot sekvencija posameznih osov in to sta recimo pogleda z obeh dveh trgov, ki pa 100 metrov oddaljenosti, česar pa tam ni. Ampak mogoče pa tudi te slike nekako pokažejo, to so fasade objekta, ki mogoče tudi niso vsakodnevne fasade grajenih stavb. To je izvedba, skratka delček te slike, ki ste jo videli prej, pogled iz trga, do neke mere neartikulirana višinska delitev med enim in drugim nivojem, ki te počasi, skratka, objame trg, tvori trg in te počasi usmeri preko objekta na drugo stran, medtem ko si na objekta praktično ne zaznaš. Veliko pozornost smo posvečali temu, da se nam je vedno zelena topografija na strehi ni končala z nekim odprto grajeno strukturo, ampak se je zdela za zeleno topografijo nekje oddaljeno v prostoru. Še enkrat razčlenjen objekt, to je vse, kar je objekta, 5 fasad, skratka ne 5 kubusov, ampak 5 opornih zidov, ki ločujejo različne nivoje. Objekt ima seveda tudi notranjost. Notranjost je precej drugačna po volumnu kot zunanjost, to so prostori visoke 11-12 metrov.
Skratka, veliki volumni praznega prostora, ki jih je bilo relativno težko umestiti, še težje posvetliti, da smo prišli do tega. Vidite pa mogoče, če pogledate te stebre, mislim, osvetlitev je mogoče zanimivo ista podnebi in po noči, skratka, enaki elementi to omogočajo. Tudi ti stebri pa mogoče nakazujejo ta pristop, ki smo ga imeli v zunanjosti, smo preprosto prenesli tudi v notranjost. Skratka, tudi tu ni ločnica med tem, kako je, ker v naših očeh je objekt sestavljen iz dveh delov. Eno je idealna funkcionalna organizacija, ki pomeni delanje objekta znotraj na zvon, in drugo je idealna umestitev objekta v prostor. Torej, kako objekt deluje na svoje okolje. In ko se ta dva srečata, v našem biroju recimo tudi poskušamo čim dalje ločeno obravnavati vsako od teh entitet in koliko jih damo skupaj, seveda nič štimamo, vse gre narobe in bolj pogledamo, kje gre najbolj narobe in tam začnemo še enkrat. In zato tudi notranjost nekako odraža zunanjost, čeprav je pa bolj se pravo vedno arhitekturna, ker če pogledate, to so zdaj stebri spravljeni v načrtu, v prostoru so ciljali dosti raščena struktura, v bistvu je to zelo preprost, jasen raster, enakomerno strehe, ki jih ima za podpred, tudi sile v teh stebrih se seveda popolnoma izničijo, da so lahko najtrajnejši, kar so lahko, ampak njihova pojavnost je pa nekakva umestna pojavnost med zunanjostjo in notranjostjo. Še par slikic pa za konc. Par nočnih slikic. Zakaj? Zato, ker zdi se mi, da je ta objekt nima jasnega karaktera. Ni čisto jasno, kje se konča objekt, kje se začne krajina. Ni čisto jasno, ali je to objekt postavljen na lokacijo, ali je to mogoče masterplan te lokacije. Ni čisto jasne meje med notranjostjo in zunanjostjo in se mi zdi, da pri teh nočnih imidžih se mogoče to vidi najbolj. Zato, ko se preprosto vse te entitete zlijejo skupaj, imaš vse tri hkrati videti, imaš neko super pozicijo vseh teh členov, ki pa v končni fazi tvorijo objekt. Hvala. Se mi je zdelo, da slike kar veliko povedo, kako smo sodelovali. Skratka, mislim, preplet tu je bil res velik. Jaz nekaj v tem sem mogoče mislil povedati, če naprej, bolj na okrogli vizi. Ker je pa res, da nam je dalo pa to sodelovanje, ki je bilo sicer v mojih očeh zelo uspešno, nam je pa dalo vse misliti o tem, na kak način naj organiziramo to sodelovanje v bodoče. Zato, ko smo imeli še par projektov na vizi, kjer se je kazalo, da imamo to prepletenost vedno večjo in je zahtevalo mogoče več sodelovanja, kot smo ga pa lahko imeli, če nismo sedeli v isti hiši. In vi ste se recimo v eni točki združili v isto hišo in to je bilo tudi tisto, kar smo ugotovili mi, da bomo mogoče v prihodnje mogli narediti. In smo pozneje to tudi izvedli, zdaj se je spet malo spremenilo, kar je ekipa malo manjša po teh letih, ampak je pa to nekaj, kar nas ostala še zmeraj odprto vprašanje. Se mi pa vidi tukaj v tem projektu je bilo pa vse zgledno, kar se to tudi vidi. Hvala. Naslednji projekt je Severni mestni park Navje v Ljubljani, ki ga boste pa predstavila in Šuter Javec in Andrej Javec, ki pa po mojem nimata problema s tem, da ste v isti hiši. Živo, mi sem mogoče, imam netipičen primer sodelovanja med krajinským arhitektom in arhitektom, zato ker so tudi par, tako da ne trdim, da se je treba za sodelovanje med arhitektom in krajinským arhitektom poročiti, da se dela tudi drugače, se ste videli. Zanimivo pri prejšnjem je bilo to, ker se je dejansko arhitektura postala že čist krajinska arhitektura, ampak v dobrem smislu. No, zdaj naš projekt predstavljen naj bi Severni mestni park. Ta projekt sva Zino začela še kot študenta, ki je bil na tečaji za Župančičevo jamo. In takrat smo dobili nagrado za pač tisti koncept, ki smo ga naredili. In potem se je to na Luzu začel pripravljati prostorska dokumentacija in mi smo pri tem sodelovali kot študenta zraven
In zadeve so se, potem je bilo to že celo sprejeto kot urbanistično ureditveni načrt sprejet, ki je držal za celo območje, ki ga bo Paulina kasneje predstavlja, in potem ni bilo pa nič. Potem pa dolgo ni bilo nič, koliko se pri nas dogaja, ne vem, 10-20 let. 84 do 2003. No, potem so se pa začele izvajati posamezne faze, park je še zmerom, ne vem, če ga je 20% nalijenega, kar ne bi bil, vprašanje še kdaj bo. Ampak o tem mogoče, o tem sebinskem mogoče kasneje. Zdaj, pri tem primeru, ki ga imamo tukaj, je seveda, gre za park, tako da je bil, so bili krajinski arhitekti glavni. Smo sodelovali že, se pravi, že v študentskih letih natečaja pri vseh zadevah, ampak kakorkoli, da ta primer ni tako, kot je bil prejšnji, ki je bila glavna arhitektura, pa je se pa celo spremenilo v krajinsko arhitekturo, da je bilo za krajinsko arhitekturo, ki se pa ni spremenilo v arhitekturo, ampak smo samo pač elemente noter oblikovali. Zdaj, mogoče prej, če s tem resno začnemo, bi sam rekel, da tudi drugače sodelujem s krajinskimi arhitekti in to, oziroma s krajinsko arhitektko, in da je to zmerom tudi par arhitekturi, se pravi v objektih, zelo dobro. V bistvu, recimo, če delaš individualni objekt in se z objektom toliko ukvarjaš, da mogoče potem, ko priješ na zunanji prostor, sicer jasno, da gledaš na vse osončenje, odpiranje poglede, ampak vse ti ena glava več, oziroma ena misel strani lahko zmerom izboljša pogleda. Skratka, to se je mogoče še najbolj izkazalo, ker smo takrat tudi še kot študenti, zdaj sem videl zunaj razstava in mislim, da Kučina kandidira za vhod v tunel. To smo mi kot študenti delali, dva krajinska arhitekta, Ina Šuklje pa Slavko Mezek, pa jaz, ki je bil natečaj za povezovalno cesto med Koprom in Izolom. In takrat je bil Marko Mušič, tako kot zdaj bil Perovič, recimo, izmerom zmaga. Ne bom to potem. Skratka, mi smo takrat predlagali ta tunel skozi, tako kot je zdaj, in to je bilo čisto revolucionarno. To so pač glavno, je bil krajinski. Drugače je bila cesta mišljena po obali in Marko Mušič je imel to po obali, razgledno avtocesta, kako je imenoval, in smo dobili tudi dve deljeni nagradi, prvi oziroma drugi. No, hočem reči, da karkoli sem delal, je razmeram zelo fajn ta pogled iz prostora. Se pa bojo ukvarjamo s prostorom in ta zadeva se zdaj za razvojno arhitekture itak zelo prepleta. Ja. Če se še zaključam v vodu, dejansko to sodelovanje, kot je že Luka tudi povedala, na različnih nivojih poteka. Že takrat, ko smo samo oblikovali rešitev, to dejansko šlo skupaj. Predvsem pri natečajih, jaz mislim, se ekipa oblikuje, dejansko se razvija ideja skupaj. Tukaj šlo od urbanističnega nivoja, pač upenjanja, vključevanja tega objekta, parka v širšo situacijo do samega oblikovanja zasnove ideje, ki je bila nekako organsko razvita, ne glede na stroko. Tukaj ni bilo nobenih ločitev. Seveda se potem različne faza projektiranja pač prinaša neke nove izzive, ki so recimo mogoče bolj fokusirani za posamezne stroke. Jaz pač smatram, da, kot je že Andrej rekel, da sodelovanje med strokami ne glede na tip objekta. Mi imamo tukaj zelo tipičen krajinsko-arhitekturni objekt, lahko prinese dodano vrednost. Ni nujno, če se vprašamo čisto, ali je nujno zdaj, da arhitekt vedno sodeluje v načrtovanju nekega mestnega parka. Ne, nujno ni. Je pa sigurno dodana vrednost, če je nekdo nekim drugim pogledom, neko drugo veščino, neko drugo strokovnim znanjem prisoten, ki pravzaprav sooblikuje in misel in prostor in pač prispeva svoje znanje. In tukaj pri nas je pač to tudi, mislim, da lepo pokazano, kako je to
pač obljubili kakšen rezultat. Zdaj seveda sodelovanje o tem se nadaljuje še z drugimi strokami. Tukaj recimo ne v tako zelo veliki meri, kot je morda pri planici bilo, ampak še vedno so pomembni strokovnjaki, ki pokrivajo različna področja. Mislim, da sem nekaj stara celo nekam dala, recimo, ena stara varianta. Pogaš nazaj. Sodelovanje s strokami. Ja. No, skratka, da je v sami projektiranju so različne stroke potrebno elektroinštalacij, vodnih inštalacij in same zasnove vodnih virov oziroma vodnih motivov je sodelovanje že same začetku potrebno z strokovnjakom, ki bo izvajal oziroma ki bo pripravil sam načrt delovanja vodnega motiva, osvetlice in tako naprej. Skratka, park je ena taka kompleksna stvar, kjer se sreča, kjer se zgodi potreba, da stroke sodelujemo, zato da pridemo do čim večje rešitve. Zdaj se mi je zelo zanimivo, da tudi omenja sodelovanje z naročnikom, ne sicer kot strokom, ampak dejansko je to zelo pomembno del sodelovanja. Morda tukaj moram reči, da mi smo imeli eno specifično situacijo, ko so bila pričakovanja naročnika bistveno manjša, kot so bila naša pričakovanja do nas samih. Tako da je šlo veliko do nekega tega samoiniciativnega razvoja in programa in pravzaprav nekih prostorskih rešitev, ki so pristaleč presegale samo pričakovanje naročnika. In seveda, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, je spet odvisno od nekih odločitev na nivoju urbanističnega načrtovanja. To je spet eno sodelovanje stroke, je to razumevanje, ali je nek prostor, ki je bil načrtovan kot celota, možno potem razrezati, odrezati, ali je pač to stvar, ki jo je treba v prihodnosti imeti tudi v ozirju. Tukaj je pač prikazano, kaj se s parkom lahko zgodi. Današnji del je ta prvi kvadrat, ostalo pa je vprašanje, kaj bo v prihodnosti. Zdaj tukaj morda v primeru, kako sodelujemo, kdaj se vključujemo, kako ga spomembno, kako je bila želja, da se to predstavi. V sami fazi projektiranja smo imeli neke vrste delitev dela, čeprav ne zelo jasno, ne v smislu, dela se v istem prostoru, znotraj iste skupine, se pravi, nismo imeli te težave, kot ste imeli vi, da se morali pač samo srečevati in razpravljati. In je pa dejansko skrinski arhitekti smo morda bolj se ukvarjali samo z osnovo prostorskih območij, oblikovanjem razmerij, dostopom samih teh vidikov, dočim Andrej je imel bolj vlogo nekako razvijalca posameznih elementov, tudi recimo oblikovanja nekih trakov, neke dodane vrednosti, ki prenašajo zgodbo v sam parkovno ureditev. Potem bi vsi med različnimi strokami jaz bi tukaj naredil manjšo reklamo za Kostom Toneta Covela, če bi gledal, z njim se pomenite, prej vse ve, vse bo prav naredil. Skratka, še ena stroka, ki je zelo fajn, da se zelo pač dogovarja. Ne, gre za to, da ti prašaš že med delom, kaj možno. Pa da ti naredi kakšen prototip, kaj tako. No, tukaj bi sam tako recimo omenil, kaj je lahko arhitekt v parku dela. Že zelo zgodaj smo se odločili, da bo tema otroškega igrišča, ker otroško igrišče je fajn, da je neki skupaj, da ima eno zgodba, neko temo, da bo to tema morje. In tako, ko se je pojavil problem osvetlitve, sem pač naredil namesto posameznih luči, smo naredili svetilnik, ki pač je svetilnik, spodaj so skale, ki smo dodali, in ta svetilnik osvetljuje ta prostor in hkrati ima neko simbolično vlogo. To pa tudi naprej. Šel do klopce, kakšne bi klopce. Máš, zdaj sem prišel nazaj. Tako smo
tudi, druga stvar je bila, smo kot neke valove smo izvedli take konstrukcije, ki so bolj izkazali parku, kar je najlepše videti, da jih otroci res vzamejo za svoje in jih uporabljajo na načine, ki si jih tudi pod raznimi si predstavljajo. In to v bistvu boljš, kot si ti predstavljal. Tako da, skratka, tebla pač pretegla tema morja. Mogoče tako kako en tak razvojne ideje organsko poteka, mi smo med drugim tudi zbirali igrala, ki naj bi bila primerna za en tak mestni park in eno od igral, ki se je izkazalo pač kot res multifunkcionalno, je bila ta ladja, ki je nekako srednji motiv samega igrišča, glavnega. Tako da smo dejansko tentali ladje zadnji. Jaz mi je bolj težko, če sta dva pa predstavljati, da sodelovanje v tem smislu je zmeri malo bolj komplicirano. Je pa bolj živatno na ta način. Skratka, v bistvu smo izhajali z tega izbora, pa te ideje, da bomo vzeli ladjo kot eno od igral. Smo začeli pač plesti in nizati to idejo, to zgodbo osnovnega, posrednega otroškega igrišča in kot je Andrej rekel, se je v tem skupni debati pač tudi s pogledom na izkušnjo različnih strok začeli oblikovati elemente, ki so bili podpore te zgodbe. In tukaj, jaz mislim, da se zelo dobro to sodelovanje med strokami kaže. In je, tisto ni bilo važno, čigava je ideja. Vse ponavadi niti ne vemo več, na koncu ponavadi itak si mislimo, da so bile to naše ideje, po resnici verjetno zrasli skupaj v debati ali pa v nekih takih medsebojnih kontaktih, ampak skratka, to je bila, recimo, to je en tak primer. Drug primer so te portali, ki smo jih ravno tako razvili skozi neko zunanjo spodbudo, šlo je za neko nezaprejeno, za iskanje nove vsebine. Mesto je želelo, oziroma je podprlo idejo društva Rastoča knjiga, da predstavi idejo združenih rastočih knjig na področju parka in mi nismo želeli postaviti nekih bronastih kipov, tako je bila njihova ideja, ampak smo enostavno začeli razmišljati skupaj kot skupina, kakšen bi bil lahko način predstavitve literature na drug način, ki bi bil bolj, recimo, sodoben, bolj zanimiv tudi za mlade ljudi, interaktiven. In smo skupaj prišli do te ideje portalov, ki pa potem seveda nekako prevzel svoje roke Andrej kot arhitekt, da je razvil to potem tudi konstrukcijsko, da je vse skupaj funkcioniralo. S tem ne mislim reči, da tudi, ne vem, kakšen ukrajinski arhitekt ne je bil zmožen, ampak mislim, da mi smo imeli vsi drugi polno drugega dela, ne? Te postavitve, same postavitve portalov, kako, to je bilo vse spet skupno oblikovanje, kam, na kakšen način se je to odpiralo, tako da ti lahko malo poveš več. Upam, da se vidi, da je bila, da to so knjige s kovinskimi pletnicami, noter je lesen, neka struktura listov, so pa odprte, ker to so pač, tukaj ne bi bilo res predstavljene vse knjige sveta, zadeva žal zdaj stoji, ne vem, če bo šla zdaj naprej, ampak neki držav je, mislim, da je Rusija, 8-9 držav je že so odgovorili poslaniki pošljivi svojo knjigo, predstaviti pa tako. Skratka, zdaj zadeva stoji in je celo ti računalniške zadeve, touchscreeni so uničeni, zato ker ni bilo vzdrževano in se veste, kako je če v prostoru nekaj ne deluje, kako se poje. In če jaz lahko tukaj interveniram, to kaže na to, da v sodelovanju z naročnikom, tukaj smo šli dejansko korak predaleč, smo precenili naročnika, da bo nekako imel dovolj interesa, da bo dejansko prijel to idejo in na njej potem naprej razvijal vse potenciale, ki jih ideja sama ponuja. Tako da to je dejansko velik problem, kadar smo samo iniciativni, da lahko gremo tudi predaleč, tako kot smo šli tukaj ta hip. Upam, da bo v prihodnosti boljše. To je bila zasnova teh portalov, podkonstrukcija in potem oblečena v Mostra in pa
portal ima zvočnike, poleg ta skrina, tako da ideja je bila, da se knjiga, ki se predstavlja, ki je izbrana strani države, lahko posluša v originalu, pač en vzrok, lahko posluša tudi v slovenskem prevodu. Mi smo dali veliko pobud, da bi se tudi pravljice, poezija, različne teme v te portale vključile sam, kot sem rekla, smo precenili nekako zmožnost naročnika v tem smislu, da bi se tega res lotil. Nekaj naprej, da vidimo, kaj imamo še kaj zapovedati. Zdaj, kako mi sodelujemo, kot sem rekla, dejansko gremo od začetka, vse skupaj in poteka delo skupaj, vsak pač dobi neko svojo zadružitev za nekaj časa. Jaz sem na tukaj vodil projekta, sem skrbela za to, da so stvari povezane in med sabo usklajene, hkrati pa tudi, da se vsa odprta vprašanja se na način rešvala sproti znotraj samega. Skušali smo tudi ujeti to neko multifunkcionalnost, železno obiskovalce nekako izzvati drugim načinom uporabe, ki jih mogoče še niso bili navajeni, ali pa jim ponuditi neke nove možnosti, neke nove izkušnje. In jaz moram reči, da sama naša izkušnja tega sodelovanja se je izkazala dejansko zelo sprejeto iz strani uporabnikov, park je res zelo na različne načine uporabljen in mislim, da ga imajo ljudje radi. Tako da to je pač ta bistven skupen cilj, ki smo ga imeli in tudi to se zelo strinjam s tem, kar je Luka rekel, da je potrebno na začetku se zavedati, da smo zavezniki in da sodelujemo proti enemu skupnemu cilju. Naš skupen cilj je bil narediti sodoben park, ki bo privlačen za zelo različne tipe obiskovalcev in ponudil res zelo različne izkušnje in res upam, da smo to tudi dosegli. Zdaj, tukaj je bilo tudi vprašanje nekako postavljeno, koliko je neavtonomnosti med strokami. Jaz mislim, da to mogoče niti ni toliko ključno, ker avtonomnost imamo vsi vgrajeno sami v svoje strokovno znanje, da je bolj vprašanje pač, koliko je problem se lahko postavil pri ego strok, se pravi, da neka stroka misli, da je njeno znanje pač pomembnejše v določenem kontekstu, ali pa je recimo vprašanje nekega spoštovanja znanja drugega. Načelno jaz sem prepričana, da če je spoštovanje in poznavanje, prepoznano neka veščina, neko znanje, da to sodelovanje sploh nima vprašanja avtonomnosti, ampak ima vprašanje skupnega iskanja najboljše možne rešitev za dani kontekst. Zdaj seveda prihaja, da imamo stroke mogoče neke različne veščine razvite skozi študij že, da morda smo ukrajinski arhitekti bolj nekako podprti z znanjem v smislu iskanja nekih ali pa prepoznavanja širokega pogleda v smislu analiz ali pa prepoznavanja kontekstov prostora, ampak tudi to ni nujno. Tudi to bi rada poudarila, da smo se mi kot osebe tudi različni. Kako z Andrejem sodelujemo, ne v smislu zato, ker je on arhitekt, pa jaz ukrajinska arhitektka, ampak zato, ker so si različne osebe, on skoči pač v rešitev, tako nekaj začne delati, jaz sem bolj konceptnega razmišljanja in potem pač moramo priti osebno skupaj, nekje potem, da se ta stvar razvije in pripelje do neke smiselne rešitve in celotne. Ja, imamo še kakšno, metoda dela, pravzaprav jaz temu ne bi rekla, metoda dela je pa to neki pristop, ki se je razvil skozi in je največ naporen, ko boš pa ti povedal. Ne. Sej, pri kakšni čisti manjši, kar sam naredim, čeprav je pol, na konci pa pokažem, pa prav, ampak lej, tlele bi pa lahko to pa to, pa še ti spopravil. Zanimivo, zdaj dela nekaj piše v Italiji, moram vam reči, ker se pogovarjate o ZGO-ju pa to, ne? Delite sam še hiše v Italiji. V enem mestu je bilo vse, od prvega razgovora do PGD-ja, takoj. Ker sem prinesel
prinesel idejni osnutek na občino, pa sem rekel, je to dovolj za pogovor, je rekel, to je preveč tudi zapor, dajte, koliko imam jaz policija tlele, ne rabim toliko materijala, ker pa njih je to bistveno, to za ZGO, da ni to upravna enota, ampak je na občini in zadolžen za prostor. To bi morali biti tudi pri nas, kar se zdaj dogaja, to pravniki pa policaji tam tolmačijo, to je zaznamo. Hotel sem pa sam prej reči, da mi je pa to hišo, ki sem že naredil, še poglobila, naredila spodna atri in tako in je zdaj absolutno boljše. Čeprav... Zelo logično. To je pa tisto, da je v bistvu strokovno imamo pač malo drugačen pogled na isti prostor, isti kontekst različno razumemo in seveda enim, recimo krajinskemu arhitektu so ene stvari evidentne, ali pa arhitektu ene stvari evidentne in kadar se skupaj to poveže, je stvar lahko boljša. To je pa to, kar smo pa povedali. Hvala. Mi gremo že naprej šibamo, ker smo malo zamudili. Še javni projekt nas čakali, in sicer vsem objekt. In to je vrtec v Žibnici, arhitektura in landscape. To je arhitektura, sorry. Peter Jörc predstavil projekt, ki je tudi zmagal na natečaju. Ki je tudi zmagal na natečaju. Lep pozdrav, še v mojem imenu. Jaz bom predstavil sodelovanje nas, arhitektura s akademskimi arhitekti Landscape na tem projektu vrtca v Ribnici. Najprej bom predstavil na hitro naš koncept, oziroma naše koncepte, da boste potem tudi lahko lažje razumeli, kako se je akademski arhitekt na njih navezal, pa jih nekako naprej razvil. Se pravi, v nemščini pa tudi v angleščini je beseda za vrtec kindergarten, to dejansko pomeni kinder pa garten, otroci pa vrt. Ponavadi v vrtu raste zelenjava, v vrtcu pa rastejo otroci. Tako da dejansko smo nekako tudi skupaj na nek način z pedagogi potem razmišljali o otroku kot o eni taki mali rastlini in se vprašali, kaj taka mala rastlina potrebuje za rast, kakšni so optimalni pogoji, da uspeva. In smo rekli, da je to predvsem nek občutek varnosti, pa miru, da ima torej ta otrok nek mir pa čas, da se v miru razvija. S tem namenom smo šli potem na konkretno parcelo in nekako se je skristalizirala potem ena taka oblika objektov ob upoštevanju programov po vseh normativov pa tako naprej, s katero smo bili tako zadovoljni. Potem smo nekako tudi dojeli, da v bistvu se je ta sam objekt vrtca, v katerem so otroci, pravi, sama oblika ponazarja kot en tak objem z rokami. Tam, kjer roke bolj objemajo, je prva starostna stopnja, so mlajši otroci in to dejansko ponazarja kot nek tak objem, neko varnost. Tam je še bolj zaprto, kot eno tako gnezdece, potem v drugi starostni stopnji pa se ti kraki samega objekta nekoliko odprejo in tle že tudi se pokaže pač to dejstvo, da bi otroci počasi odšli potem v širni svet in naprej. Mi smo že za natečaj sodelovali s precej z drugimi strokami, ker preprosto mislimo, da več strok, kot sodeluje, seveda smiselno izbranih, boljša je potem rešitev. Poleg teh, kot se ponavadi sodeluje z njimi, smo sodelovali tudi s strokovnjakom za bioklimatiko, pa tudi recimo z ilustratorko, da je ona nam nekako ilustrirala neke prizore v vrtcu, katere smo želeli, da bi jih otrok izkusil
aktivnosti otroka v vrtcu. Še ena pomembna stvar je bila tudi, da smo obiskali par vrtcev že zgrajenih, ki tudi že delujejo po par let ali pa desetletji. In to se nam zdi tudi res neprecenljiva izkušnja, da iz prve roke slišimo v praksi od vzgojiteljic, kaj funkcionira, kaj ne funkcionira, na kaj moramo paziti in tako naprej. To je bila super šola. Seveda smo sodelovali tudi s krajinsko arhitektko, vendar je v fazi natečaja prišlo do tega, da nekako zaradi časovne stiske, ne vem že kaj je bilo, glavnem nekako ni uspelo priti tega sodelovanja, zato smo potem nažalost morali sami nekaj se spomniti za to krajinsko ureditev in smo potem rekli, da bi ta dva te dve igrišči za malo stopnjo pa veliko stopnjo nekako razdelili z nekimi potkami, ki povezujejo neke ključne točke pri objektu pa igrišču. In potem dobimo take različne like in potem eni liki ostanejo oziroma so travnate površine, eni so potem kakšne druge površine za druge dejavnosti, tartan, pač pesek in tako naprej. Potem, tle je že malo bolj dodeven objekt v fazi PGD-ja. Vidimo tudi, da je sam objekt ima to streho sestavljeno iz takih trikotnikov, bomo videli potem na fotografijah. En član žirije natečajne je to posrečeno imenoval, da je to oblika Wiggle-Waggle. Tako da mi smo se potem, se je to kar prijelo, pa smo se mi hecali, pač da imamo to Wiggle-Waggle obliko in tako naprej. Tle pa je potem, recimo v fazi PGD-ja smo pa potem začeli sodelovati s krajinskimi arhitekti. In to je bilo pač preprosto tako, da smo organizirali skupen sestanek, so prišli do nas, mi smo jim predstavili objekt, naš zamislski koncept, oni so se potem vzeli teden, dva časa, pa prišli nazaj in nam predstavili svojo idejo in so rekli tako, da recimo to idejo teh potk so ohranili, se jim je dopadla, malo smo jo seveda pač spremenili tako. Potem pa so rekli, so še eno drugo idejo dali in sicer, da bi po obodu same parcele dol, da bi se ta vzorec iz te strehe, ta Wiggle-Waggle, da bi se ponovil, torej da bi se sam teren tudi dvignil, pa se naredil nek tak relief. S tem so hoteli tudi nadaljevati ta naš koncept in jaz moram reči, ko so to nam predstavili, jaz sem bil navdušen, pa ne samo zaradi oblike, ampak tudi, ker sem videl, da ta ideja od tega gnezdeca oziroma od tega, da se vzpostavi na sredini en tak prijeten prostor, bo s tem še boljša, ker zadnje strani recimo ti hrbet krije samo objekt, od spredje pa tudi se malo v terenu dviguje, tako da si ti v enem takem lepem prostorčku, se mi zdi fajn ambienta. Naslednja stvar je bila tudi ta, da smo mi, če vidite tam med temi dvemi objekti, en tak na nek način mrtev rokav. Mi smo se bali, da bi to mogoče ostalo neuporabljeno, da bi otroci pač ne hodili tam zadaj se igrati. Zato smo enostavno nekaj uporabno tle strokovnjaka, pa smo jih vprašali, dajte vi kakšno idejo, kaj ne mi zdaj s tem naredimo. Ker ni pač prijetno, če se potem izkaže, da so eni deli objekta, tudi zunanje ureditve enostavno, da ne zaživijo. Tako da so potem oni predlagali, da je to en prav poseben del, namesto trave po tleh pesek, pa da bi to otroci uporabljali kot za neko galerijo, kjer oni recimo razstavijo lahko te svoje izdelke in tako. Tako da se nam zdela ta ideja fajn, pa tudi kar smo videli tam, ta stvar funkcionira. Tako da, seveda potem je bilo še tudi dosti govora o izbiri pravih dreves, pa rastlin, v vrtcu je to zelo pomembno, ker otroci vse dajo gusto in tako, tako da je treba paziti. Tukaj vidimo še prerez, to so vse krajinske arhitekti, narisali prerez skozi ta teren. Tukaj je potem sama gradnja, en prizor. Tukaj vidimo delavce, kako lepo, natančno, zelo tudi z vrvico
so si zarisali pa izvajajo ta relief na terenu. Kaj so si zdravi mislili, ne vemo, smo pa videli, da je bil bližini zbočkan naš načrt. Ne, to je pač malo tako zahec. V bistvu, na konc gradnja smo se pogovorili z njimi, pa so tudi rekli, da jim res ni bilo jasno, zakaj toliko teh potk, pa vseh te stvari, ampak da na koncu pač zdaj razumijo, da je fajn spravljeno. Pač tle še je ta tunel, sama gradnja. To je pa že končano stanje, tle pa vidim, to so objekt, arhitektura, pa potem navezava na krajinsko arhitekturo. Tle recimo vidimo tudi sam objekt, Macesnova fasada, pa terasa, sorovno cesna sibirski, pa potem krajinsko ureditev, trata, peščena potka, pa recimo zeliščni vrtiček. Tako še ta prizor. Zdaj streha. Še bolj taki mirni ambienti. Tle smo še enkrat, mi smo imeli idejo, da bi ta upravni objekt, ki je oblikovan popolnoma drugače kot objekt za otroka, ker ima drugo vsebino, smo rekli, da bi mu dali eno tako jekleno konstrukcijo, pa da bi ga neka plezalka, se pravi splezane po njem, pa obrastle, s tem dobimo eno dvojno fasado, ki tudi objektu nudi eno dodatno slenčenje. Tako da tle spet, seveda, smo potrebovali dobro strokovno znanje krajinskih arhitektov, da smo lahko dobili oziroma izbrali eno primerno trto posebno, da bo to zdaj rastlo. To je še tak prizorček prek Italije. Tako, potem pa pride otroci, pa da bo uporabil igrala, pa prostor. Pomembno se ne zdi tudi seveda ta navezava notranjega prostora, pa na zunanje. Zdaj v vrtcu menimo, da je še posebej pomembno zunanja ureditev, oziroma krajinska ureditev, zato ker v bistvu otroci naj bi in tudi dejansko preživijo dosti časa zunaj na tem igrišču, tako da to je za njih v bistvu učilnica. Je učilnica noter in učilnica oziroma igralnica zunaj. Se pravi, da to je dejansko uporabi, ni samo vizualno lepo videti, ampak dejansko se uporabi. To je še primer noter igralnice, pa tudi povezavo na zunanjo, se pravi, vse igralnice so orientirane tako, da imajo pogled na to igrišče centralno. Tako je še pogled dol iz streha, pa še malo še predstavila. Hvala. Pa ena stvar je, ko sodelujemo na nekem manjšem, na nivoju arhitekture ali pa parka. Posebno druga zadeva je, ko pa arhitekti in krajinski arhitekti sodelujemo na nivoju urbanizma. Tako da prosila bi Kaljubo Dimitrovsko Andrews, da predstavi, kako je tako sodelovanje potekalo na enem prostorskem načrtu, sicer občine Tivat v Črni Gori, ki je bil tudi Zlati svinčnik. Ja, mislim. Lepo pozdravljeni. Prostorsko-urbanistični plan Tifta je bil prvi plan izdelan in sprejet po novi prostorski zakonodaji Črne Gore. Je neke vrste prototip ali pa referenčni primer nove generacije klasnih dokumentov v Črni Gori in na to smo še kar ponosni. Podoben je občinskemu prostorskemu načrtu, saj ima hkrati funkcijo strateškega in regulacijskega prostorskega dokumenta. Prostorski urbanistički dokumenti so že po osnovi interdisciplinarni in zahtevajo timsko delo sodelavcev različnih strok. Sodelovanje je bolj ali manj kontinuirano od
začetka, to se pravi od strokovnih podlag do končnega dobrega dokumenta oziroma do spredja dokumenta. Metoda oziroma proces priprave dokumenta je ponavadi zakonsko določen, seveda pa ga je nujno potrebno prilagoditi lokalnim razmeram. Ta slajd pokaže na proces priprave tega upa filtra. Seveda, zdaj sodelovanje med strokami, o tem bom zdaj govorila znotraj samega tima, je zelo pomembno, ampak je seveda veliko pomembno tudi sodelovanje z zunanjimi sodelavci oziroma zunanjimi akterji. Predvsem smo veliko sodelovali z podjetniki, in sicer takrat se je izdeloval projekt magistralne ceste, ki je obenem avtocestna obvoznica Tivta. In seveda je bilo izredno pomembno, da se vključimo pri oblikovanju trase in priključkov. Potem smo veliko sodelovali z lokacijo, z izvedbeno dokumentacijo za območje Morskega dobra. Zdaj, Morsko dobro, to imajo Črnogorci, je pas v obali, ki je v nadležnosti upravljanja države. Se pravi, država naroča dokumente, prostorske, občina pa mora seveda zagotoviti infrastrukturo. No, v tem času, ko smo mi pripravljali ta plan, so že potekali nekaj teh pritajnih urbanističnih planov, podobnih regulacijskih dokumentov in seveda smo morali kar precej sodelovati s temi tudi arhitekti, prostorski načrtovalci, da smo lahko neke ideje, ki smo jih imeli v planu, recimo smo imeli Grunko Marjo, katero bom posneje povedala, ali pa recimo sistem odprtih prostorov, da se to vključi pač v te dokumente. Kaj je izredno pomembnega seveda pri izdelavi prostorskih načrtov je seveda sodelovanje javnosti. Javnost ne morete nikakor priskočiti, predvsem ne tudi strokovno javnost, predvsem ne developerje oziroma razvojalce večjih projektov. Seveda so izredno pomembne tudi strokovne službe občine. Tam so tudi naši kolegi, arhitekti, prostorski načrtovalci, krajinski arhitekti. In moram reči, da smo imeli zelo dobro sodelovanje, predvsem zato, ker je občina bila zainteresirana, da dobi dober prostorski načrt. Mi smo bili najdražji, v tečaju, smo najdražja pobuda, ampak seveda oni so se odločili in upam, da so zdaj zadovoljni. Zdaj, kakšno je to sodelovanje s krajinskimi arhitekti, recimo na Pupu, v Tivtu? Bi jaz rekla, da so oni bili zelo pomembni v fazi valorizacije primernosti prostora za poselitev, to se pravi pri določenih potencijalnih omejitev za razvoj. Potem so bili tudi precej aktivni pri določenih determinantih konstantnih prostorskega razvoja in sicer za sportsko-rekreacijske površine zelenega sistema in območja zaščite. Potem seveda so bili, njihovo sodelovanje bilo pomembno za osnovo zelenega sistema in pri določenju smernic za oblikovanje krajine in seveda merila za zaščito naravne dediščine. Tukaj moram reči, da smo dosegli kar eno pomembno uspeh, da smo določili to veliko zeleno obliko, ki tam vidite, to je park prirode po njihovi terminologiji. To je zaščita tega vrnca, to je hrib. Ta park meji na že zaščita nacionalni park Kotora, Kotorske, ki je pod spomenik UNESCO. Druga stvar, ki se nam je zdela tudi pomembna, je, da smo zaščitili del te obale, tega zaliva Trašta, da smo lahko odmaknili pač to pozidalo tega dela. Na tej karti vidimo vse pobude za investicije v turizmu. V času, ko smo mi delali plan, je imel Tiva 13.500 prebivalcev. Tukaj smo imeli pobude za več kot 45.000 ležišč. To se pravi, da je Tiva več. Seveda ne, kot sem rekla, pri Tivtu je grozno, da je to Morsko dobro, to območje precej veliko, 16% občine, in da je bilo tlele ogromno nekih projektov, v
kateri pravzaprav občina ne bi ni imela, ni mogla nič več, ker to država naročala. Ampak mi smo uspeli se tudi dogovarjati, predvsem z nekimi velikimi projekti, ki so na tej karti. Tukaj gor vidite je Marina, Porto Montenegro, ta načrt je bil že prej sprejet, ampak seveda smo mi potem glede na druge rešitve dali neke smernice za dopolnitev, spremembe tega osnovnega dokumenta, ampak so bili precej veliki projekti tele spode, vidimo, to je Luštica, to je ob tem zalivu Traštke in en otok, ki je znotraj tega Tivanskega zaliva, Sveti Marko. No, zdaj, če pogledamo, kaj je bilo načrtovano v tej Luštici, vidimo spet en ogromen kompleks različnih vrst teh turističnih programa za 16.000 prebivalcev. No, uspelo nam je en del, se pravi ta končni desni del, tale del nam je uspelo pravzaprav predstavljati v naslednjo plansko obdobje. Tudi precej smo sodelovali s temi izdelovalci pri pripravi projektnih nalog za regulacijsko dokumentacijo. Potem je to otok Sveti Marko, to so bili prejšnji horoskop, so bili Grčani, tukaj imamo Ruse, Rusi so kako bi imeli Dubai. In seveda to je bil velik revolt, prebivalstva. In mislim, da so hoteli povečati otok za 18 hektarjev. To je varianta, ki je potem bila sprejeta, jasno, ni prišlo do tega povečanja. To sem uspela, ampak samo zato, ker je bila tudi javno za to. Ta prejšnji projekt, prvotni projekt, ki seveda razburi javnosti, je bil precej odpore, tako da nam je to uspelo. Uspelo nam je tudi to, da smo zahtevali, da smo dali neke smernice za urejanje zelenih površin v otoku, ker smo hodili predvsem, da so te vizure iz Tifta, da so te vizure čim bolj ostane spremenjene, da je otok zelen, koliko se da. In to je tudi nekako uspelo. Ko govorimo o sodelovanju z arhitekti in developerji, predvsem smo videli to sodelovanje v teh velikih projektih in neke usmeritve za njihovo končno investicijo v prostor, je bila tudi ideja narediti eno lungomare, da se pravi eno peš pot po celi te obali Tivanskega zaliva, s tem, da imamo seveda različne dele, bolj organizirane in bolj naravne. In potem nam je to uspelo, da smo to traso, ker je bil tale zelena črta, da smo jo lahko speljali tudi, oziroma da so jo prevzeli te izdelovalci digitalne urbanistične dokumentacije. In tukaj imamo pogled te trase. No, pri sodelovanju seveda, smo rekli, da imamo sodelovanje med različnimi strokami, imamo sodelovanje z arhitekti in prostorskimi načrtovalci, recimo drugih planskih dokumentov, ampak seveda je zelo pomembno, da vključimo javnost. Mi smo javnost vključili na samem začetku, ker imamo eno anketo, v katero smo hoteli pravzaprav zvedeti, katere so njihove vrednote, kako vidijo oni Tivar 20 let pozneje, katere so prioritete mesta, kateri so problemi. In v bistvu zelo smo prišli s temi analizami, ker smo jih sami delali, z našim analitičnim strokovnim delom. Potem smo jasno organizirali urbanistične delavnice, in sicer za javnost, pa tudi za gospodarstvenike. In potem so se izkristalizirale dve vizije Tiva. Ena, ki je prišla iz teh delavnic, Tiva kot moderno, sodobno turistično mesto, ki je bolj neka bolj trajnostna varianta razvoja mesta, in vizija Tivta za 20 let kot Monte Carlo. To je neka razvojna vizija, ki je prišla od po analizi vseh teh zahtev o investicijah.
Tako da smo pripravili dve variante prostornega razvoja občine. Prva kohezivna, ki je bolj trajnostna, in ta kompetitivna, bolj razvojna. Potem smo skušali tudi nekako prostorizirati te variante, pokazati, kaj bi se pomenilo za mesto, za občino, kakšen razvoj bi to bilo. In potem v strategiji prostorskega razvoja občine smo te dve variante zelo dobro ovrednotili. In na koncu seveda ta strategija je šla v razpravo njihovih strokovnih služb. Je bila potem hotelska varianta zbrana in z njo smo šli v načrtovanje oziroma pripravo samega planskega dokumenta. Zdaj, občina je zainteresirana seveda, da poveča kvaliteto prostora, da dobi neko novo identiteto, ker Tivat je bil prej v bistvu industrijska občina oziroma neka vrsta dvojne baze v bivši Jugi. Tako da ima dost prostora in noče ga pa seveda kar tako zazidati, kot je recimo v Pulju. Zato so začeli tudi pozornost posvečati publikovanju javnih prostorov, tudi je natečaj za njihovo pristanišče in v bistvu javnih trg. To je bil urbanistično-arhitekturski natečaj, ekipa Urbi, urbanistični inštitut, pod vodstvom gospoda Andreja Rjavca, je dobila prvo nagrado. Vemo, da tukaj imamo tudi ladjo, Andrej očitno ne more brez ladje, sem človek tam. No, potem, seveda to, kar je zelo pomembno, nažalost nisem mogla dobiti boljše slike, je ta port v Montenegro. To je v bistvu marina za mega jahte, koliko jahtni še nisem bila še v življenju. In to zdaj že funkcionira in je, moram reči, tudi celo to območje zelo lepo se digitalizira. No, če govorimo o tem, da smo zadovoljni s planom, to je bilo med drugim tudi eno vprašanje, oziroma z delom, bi rekla, da smo, s tem se strinjala tudi kolegica Barbara Goličnik, ki je sodelovala pri tem načrtu, ki bi mogla biti danes, se pravičuje, da pač ni mogla videti, ampak smo to, kar sem zdaj povedala, se s tem strinjali. Sem kaj ponaredila. No, skratka, mi smo bili zadovoljni, no, predvsem tem, da smo določene zadeve res ohranili in to je verige, ne vem, to je bil v Boku Kotorski, ampak to je najlepši del vhod v ta Kotorski zaliv. In kot vidim, petlele so že bile no, pa nekaj pa zadnje. Nekako nam je uspelo ohraniti po zeleni in ta vrbenska bo sigurno neka velika kvaliteta, poseben ambient v Boki Kotorski. In druga stvar, da smo vseeno zagotovili dovolj teh stavnih zemljišč, ki so osnovni potencial za kvalitetni razvoj nove turistične destinacije Črne Gore. Seveda pa obstaja zdaj vprašanje, koliko časa bo plan te obične zdržal pritiske po spremembah in ali bo država Črna Gora uspela zaustaviti, če bo dobite tega še pa još. Hvala še. Najlepša hvala, zdaj pa nam ostali samo še ena prezentacija, a bo hitra. Koliko imamo časa? Kjer bi se morali začeti pogovarjati o sodelovanju, je na faksu.
Ne. Vse še eno. Ampak z nami ni Jana Kričan, ampak... Žal ne. Ampak... Žec Florianca, asistent na oddelku za krajinsko arhitekturo. Kar izguljen. Hvala lepa, malo krajše, da naprej to prezentacijo. Prosim. Torej, tukaj še gledam, da bi mogla reči, da je Jana Kučan. Žal je ni zaradi zdravstvenih razlogov. Najda je zamenjavo docent Darij Matešec, ki pa je zadnjih hit žal sodelovanje morala povedati, ali sem tako rekoč 5 pred 12 se znajo tukaj jaz. Tako da bom vseeno lahko podal neke osnovne izhodišče ali pa neke osnovne misli, tako kot se je profesorica zamislili. Torej, najprej bi vam predstavil neka osnovna izhodišča, zakaj sploh na fakulteti začeti s sodelovanjem, kakšno so izhodišča. Predstavil nekaj tudi že zelo starih, nekaj novejših primerov sodelovanja, to bomo zelo hitro preletel. Na koncu se mi bosta pridružila še 2 študenta, študentka krajinske arhitekture Katja Mali in pa študentka arhitekture Miha Munda. In bosta še skozi svoje oči nekako dala par misli, kako je bilo kot študent sodelovati na eni izmed takih delavnic. Za začetek, kot sem rekel, nekaj izhodišč, zakaj sploh učiti sodelovanje. Se pravi, po eni strani gre tukaj za medsebojno razumevanje med strokami, potem za spoznavanje nekih izhodišč, kakšni so pri različnih strokah, za metode dela, postavljanje nekih ciljev in pa konec koncev tudi za čist osvobajanje pred nekimi predsodki, ker mislim, da tukaj moramo tudi še kaj narediti. Zato smo bili tukaj danes. Imamo pa vsekakor vsi načrtovalci prostora neke skupne cilje. Skupen cilj je kakovostno oblikovan prostor in pa nek usklajen razvoj in pa varstvo prostora. Zdaj, kaj so izobraževalni cilji tega? V bistvu poudariti logiko prostorskega načrtovanja, ki krajino vključuje v urbano okolje, ne le kot okvir ali pa ostanek urbaniziranega okolja, pač pa poudariti krajino kot nek enakovreden dejavnik urbanizacije in pa ključni sestavni del vsake urbane strukture. Iz tega vidika, še enkrat bi poudaril, da jaz tukaj sodelovanje strani krajinske arhitekture predstavljam, zato bom iz tega vidika predstavil, kaj neki urbanistični zasnovi lahko prispeva krajinske arhitekture. Tukaj gre predvsem za sposobnost prepoznati neke potenciale krajine kot tiste, s katerimi je mogoče sitrati nekaj generalizirane urbanizacijske procese lokalno. Potem sposobnost angažirati te potenciale v urbanistični, zazidalni ali pa kjerkoli drug načrt. In pa tudi nadgraditi krajino, v katero mesto projektira, jo nadgraditi kot neko mestno krajino in ta mestna krajina potem lahko služi tudi kot osnova za oblikovanje neke lokalne identitete in pa tudi vse zadnje
višja visoke kakovosti. No, s temi izhodišči ste se v bistvu s sodelovanjem na fakulteti v filmsko arhitekturo začela ukvarjati že nekak začetnik krajinske arhitekture v Sloveniji Dušan Ogrin in pa legenda slovenskega urbanizma Dragan Braco Mušič. Ona dva sta že precej let nazaj zasnovala kot začetek sodelovanja v fakulteti nekakšen skupinski studio urbanističnega načrtovanja krajinskega oblikovanja, kjer so potem preverjala skupaj neke zasnove. Zdaj mi smo zbrskali nekaj starih teh primerov. To se je začelo nekje v 90-ih letih. Tako da čist za vtis bomo nekaj starih grafik predstavil. Šlo je pač za neko idejo o interdisciplinarni delavnici, ki se pač nanaša na načrtovanje nekih mestnih oziroma primestnih območij, sočasno tako z vidika urbanističnega, kot tudi krajinskega planiranja, in to pa tudi bolj konkretno z vidika oblikovanja. Kot sem že rekel, tole je primer delavnice Sostro, tukaj blizu, kjer se zdaj nahajamo, pač nek prikaz lokacije, prepoznavanje nekih trendov, suburbanizacije, nastavek novih gravitacijskih središč, potem nastavek nekega novega urbanega tkiva z upoštevanjem nekih krajinskih prvin, hierarhija cestnega omrežja in pa še nekaj, recimo primer zgoščevanja obstoječih naselij. S to vrstnim studijem, v bistvu sta potem, ko sta se profesor Ogrin in pa Mušič umakala, so v okviru fakultete nadaljevali še profesorica Ana Kučan z vidika krajinske arhitekture in pa najprej moja predhodna govornica Karolina Dmitrovska in pa kasneje potem še tudi Tatjana Cepilja-Vidner, ki še sedaj deluje tudi v okviru fakultete. Tako da tole je še en primer takšne delavnice, mnogo kasnejšega datuma od tiste prej, se pravi, gre za neko bodočnost Ilirske Bistrice. Tukaj je treba poudariti v duhu sodelovanja, tudi sodelovanje z pametniki, z fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Zato tudi te neke prometne scheme, prepoznavanje problemov, prepoznavanje nekih krajinskih prvin v širšem prostoru in pa na sezadnje potem nek urbanistični načrt, in krajinski načrt, ki je do enake mere izdelan tako glede tipologije objektov, kot tudi pač glede mestne krajine. Še nekaj primerov iz te delavnice. No, to je bilo, to vrstni studiji so se v bistvu odvijali pred uvedbo Bolonje. Po uvedbi Bolonje se pa pač to vrstni studiji zaradi takšnih in drugačnih administrativnih razlogov žal niso mogli več izvajati. Tako da
V bistvu bi mogli z Bologno iti na boljše, šlo pa na slabše. No, vseeno je se to izkazalo kot tako dobra praksa, da v zdajšnjih letih skušamo v okviru študijev in posameznih seminarjev na Fakulteti za arhitekturo vzpostaviti neko sodelovanje. To sodelovanje, kot bodo tudi študenti, ki smo lahko povedali, ponavadi zelo naporno, predvsem zaradi tega, ker urniki niso usklajeni, ker je res množice in tako naprej. Ampak vendarle se na koncu z rezultatom ponavadi izkaže, da kljub temu, če se mogoče kdaj nismo srečali tokrat, kad smo se hoteli, se pri rezultatu vseeno poznam, da je boljši in kakovostnejši. Tako da tukaj je en novejši primer, Tolmin, oblikovanje južnega roba, sodelovanje Studija 2 na krajinski arhitekturi, seminarja Sadar arhitekturi in pa še predmeta vključevanje javnosti na krajinski arhitekturi. Se pravi, so študenti pod tem, ko so stvari narisali, mislili, skomunicirali tudi z javnostjo in nekako vadili kasnejšo prakso. Nekaj primerov, se pravi, pri tem smo pri tem smo imeli za izhodišče pri Tolminu zgolj preverbo, županovo izhodišče je bilo preverba, če se da na tem južnem delu Tolmina na Polkornu načrtovano novo stanovanjsko naselje. Če je to smiselno umestiti v to območje. Skupaj z študenti za študijev, potem skozi analize v bistvu ugotovili, da bi bilo bolje, če bi se na južni rob Tolmina umestila neka športna dejavnost, ki je sedaj v tem delu bliže centra Tolmina. Ta del, ki je pa sedaj športna cona, bi se pa umestila neka stanovanjsko naselje. To so bila v bistvu samo izhodišča, ampak mi smo skozi ta naš proces v bistvu ugotovili, da ta prostor deluje celovito in da se ga ne da obravnavati samo tako, da vzamemo tale del, tako da smo v končni fazi obravnavali celoten južni rob Tolmina, kjer so spet gre za sodelovanje prisotni, res različni prostori. Se pravi, tukaj imamo zavarovan poplavni gozd, imamo prisotnost neke prireditvenega prostora, zelo vezga, vsi poznate mogoče Metrocamp, to je prireditev, ki čisto spremeni delovanje Tolmina, takrat, kada poteka. Tako da vse te stvari smo mi upoštevali v naših predlogih in se z njimi tudi tekom procesa pogovarjali. V bistvu bom samo preletel na hitro par nekih grafik iz teh delavnic. Neki alternativni predlogi še in pa potem pač neke grafične predstavitve. Podobno bi postavil še primer dobrega sodelovanja tudi primer ljubljanskega južnega roba, Sibirija, tukaj gre spet za sodelovanje z krajinskega načrtovanja dve fakultete oziroma del za krajinsko arhitekturo in pa seminarje Sadar na fakulteti za arhitekturo. Tukaj je šlo spet za mešanje v bistvu skupine, ki so preverjale nek smiselen urbanistični zaključek južnega roba Ljubljane z upoštevanjem nekakve kulturne krajine in pa
pač Ljubljanskega barja. Hkrati so se pa pač lotevali tudi vprašanj poplavne varnosti, tako da so pač ob malem gradnju ta kanal razširili, tam predvideli tudi neko razlivno cono, ki deluje tudi kot nek po visoki vodi, kot nek zadrževalni kot tudi športno ali pa čisto rekreacijska površina. Za ta projekt so študenti tudi dobili prvo nagrado na mednarodnem natečaju Greenhousing of the Future v Franciji. Še nekaj primerov. Tudi pač ta suhi zadrževanje, kaže voda in pa naslednji projekt, ki bi ga predstavil, na namen predstaviti sodelovanje tudi ne samo medfakultetno, ampak tudi pač z različnimi deležniki v prostoru in pa pač nekimi nosilci urejanja prostora. Tukaj gre spet za sodelovanje za občino in pa za Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Sem sodelovanje v smislu preverjanja, sprotnega preverjanja nekih naših predlogov in pa končnega tudi končnega nekega ustreznega odziva v naši prezentaciji, a so zdaj te naše predlogi smeli. Še gre pa za urejanje starega mislnega jedra Črnomlja z okljukom No, kot sem že napovedal, bom zaključil s projektom Prešernov gaj in ga pomagali osvetliti še dva študenta. Pri tem projektu gre spet za sodelovanje oddelka za krajinsko arhitekturo, fakultete za arhitekturo, v tem primeru seminarja Krušec. Če poznate Prešernov gaj, gre za zelo lep prostor, ki je trenutno rahlo zapostavljen, razen v velikem prazniku. Ma pa ta prostor nosi zelo veliko neko sporočilno vrednost in različne plasti zgodovinske, ki so se tukaj od nekdanjega pokopališča do sedanjega parka in tako naprej. Tako da bi povabil še študenta, da še onega povesta, kako sta onega doživela to delavnico. No, jaz sem sodelovala v tej delavnici kot študentka krajinske arhitekture in sodelovanje pri tej delavnici, ki je bila neformalne narave, je bila lažja, zaradi tega, ker smo lahko mi, krajinski arhitekti, lahko vse skozi obiskovali arhitekte in potem skupaj delali in smo nekako bil ta proces sodelovanja od začetka projekta, ko smo oblikovali koncepte, pa vse do konca, do izbira. Sodelovali smo do konca, do izbire materialov za makete, do priprave plakata, tako da smo res bili od začetka do konca skupaj in smo lahko potem prišli do dobrih rešitev, nekateri so se bolj usmerili v samo krajinsko ureditev, medtem ko so drugi umestili v park neke nove objekte, ki so v mesto Kranj prinesli novo vsebino. Drugi pa so vseeno dobro kombinirali arhitekturo in krajinsko arhitekturo tega parka. Lep pozdrav. Pa bi v bistvu tudi jaz skozi neke svoje izkušnje probal nekako osvetliti
to vprašanje o nujnosti sodelovanja skozi neko prizmo študenta. Se pravi, ko sem kot študent postavljen pred to vprašanje, kot nekdo, ki ima še veliko več pred sabo, kot pa recimo za sabo, bi se mogoče vprašal tudi o tem, ne samo o tej nujnosti povezovanja strok, recimo, ampak tudi recimo, kako to povezovanje ali sodelovanje še izboljšati še kot študenti. Recimo, kot je bilo že omenjeno, smo imeli že en kup nekih delavnic, nekih sodelovanj med fakultetami, nazadnje tudi ta pri prenavi Prešernove gaja v Kranju. Ampak sam sem mnenja v bistvu, da so te delavnice v bistvu zares koristne, ampak glavni potencial, glavna kvaliteta teh delavnic pa v bistvu skriva v tem, da meni recimo te delavnice predstavljajo nek impuls, neko spodbudo študentom, da v bistvu dojamejo, da takšno sodelovanje sploh obstaja, v bistvu še več, da je takšno sodelovanje del nekega vsakdana arhitekta, krajinskega arhitekta, urbanizma ali inženirja. In v bistvu stvar, ki jo pogrešam pri študentih, je pa mogoče več tega neformalnega, nekega spontanega sodelovanja, nekega v bistvu neprisiljenega sodelovanja, ki se mi recimo na dolgi rok zdi še pomembnejši, zaradi tega, ker se skozi takšno sodelovanje stkajo še globje vezi in v bistvu neko medsebojno spoštovanje, ker kot smo videli že prej na teh predavanjih, v bistvu recimo arhitektov, krajinski arhitekt, urbanist, inženir ne predstavljajo zgolj strokovnjakov, katerega pokličeš in ta opravi svoj del projekta, ampak predvsem ljudi, katerim zaupaš in s katerimi vitalno sodeluješ. Zdaj pa v bistvu, kje tiči problem, da je mogoče vsem tega povezovanja med študenti malo manj, ne vem, mogoče je pač problem preprost ta, da so pač zaradi neke prostorske ločenosti fakultet, ali pa mogoče globje zaradi neke mentalitete študentov, ki se družijo v nekih zaprtih krogih znotraj fakultet, ampak dejstvo pa je, da v bistvu se tu skriva še en velik potencial in v bistvu na nas študentih je, da ta potencial izkoristimo kar najbolje in v bistvu že za časa študija zgradimo neke trdne temelje, na katerim bo potem lažje graditi odnos med strokami in med strokovnjaki. Hvala. Začel zaključiti, sem še z eno mislijo. V bistvu, kot ste videli, je večina teh projektov, ki so plod sodelovanja zelo realni, se ukvarjajo zelo realnimi vprašanji, ampak bi vsem želel poudariti, da s temi nalogami nekako nočemo konkurirati stroki, pač pa zgolj želimo nadgraditi pač učni proces, študente čim bolj odkrvati, strokovno izobraziti in pa v končni fazi tudi čim bolj pripraviti na prakso, jih naučiti komuniciranje v javnosti in kontrol. Po drugi strani s tovrstnimi nalogami pač naročnike in pa javnost dodatno osveščamo in mislim, da s tem posredno skušamo tudi odpirati neke dodatne priložnosti za stroko. Tako da za konc bi sem še tale slajd in napovednik letošnje delavnice. Zasnovana je zelo ambiciozno. Bom videl, kako se bo izšlo, se pravi 3 fakultete, več kot 100 študentov, 4 študij, 6 profesorjev. Ukvarjali se bomo pa s problemi Murske Sobote. Upam, da bom imel, da je možnost vam še predstaviti uspešne rezultate te delavnice. Hvala lepa.